Vsem skupaj lep pozdrav. Časa prav ni ostalo veliko. Se bom potrudil, da se bom res koncentriral samo na tisto, kar je najbolj pomembno. Nekaj o šolanju Matevža Ravnikarja smo že slišali, zdaj bi pa mogoče, oziroma imam namen uokviriti ta njegov čas tudi skozi šolsko zakonodajo in pa potem, kar se tiče prevodov in priredb za šolsko rabo. Torej, življenje, tek življenja Matevža Ravnikarja nekako zaznamujejo sej ta začetni del reforme na področju osnovnega šolstva. Predvsem gre za to, da v teh prvih letih da država, razsvetljena absolutistična država, vzpostavi centralno voden državni šolski sistem. In prvi korak k temu cilju je bilo podržavljanje učiteljske službe. Bom tukaj še malce bolj določen, namreč leta 1770 je Marija Terezija izdala poseben dekret o tem, da se vsa učiteljska dejavnost oziroma učiteljska služba v državi podržavi. To pomeni, da cerkovniki, ki so bili takrat poklicani, da opravljajo zlasti na podeželju učiteljsko službo, da so v tej državi podvrženi državni zakonodaji, v cerkveni službi pa župnikom. Tako da je potem za večino slovenskih učiteljev do leta 1869 značilno, da v bistvu imajo, da združujejo več služb, torej učiteljsko, orglarsko in pa cerkovniško. In je tukaj tudi zelo pomembno, da učitelji opravljajo to službo predvsem na račun cerkovniških dohodkov. V tem smislu se je država polastila cerkovniških dohodkov, da je lahko izvajala svoj program na področju šolstva. To je izredno pomembno. Drugo, ukinitev jezuitskega reda. To pomeni, da je država prevzela nadzor tudi nad srednjim izobraževanjem. No, temu je sledila potem samo kodifikacija reform, ki jih je prinesel na avstrijska tla opat Ignaz Felbiger z splošno šolsko naredbo. Tej je potem sledila ustanovitev normalke v Ljubljani eno leto kasneje, kar je izredno pomembno potem za sam razvoj šolstva v posameznih deželah, tako tudi na Kranjskem. Zelo pomemben moment je potem uvedba jožefinskih okrožnih šolskih komisarjev, namreč ker razvoj šolstva v teh prvih letih na Kranjskem pa tudi drugod ni bil najboljši in so bili v državnih vrhovih s tem nezadovoljni, so potem po navodilih Jožefa II. Prišli tudi k prisili, tako da je v času okrožnih šolskih komisarjev nastalo največ šol v manjših mestih na Slovenskem. In v tistem času je znano, da je tudi na Vačah začela delovati trivialna šola. Veliko teh šol je potem prekinilo, je usahnilo, pa so potem ravno v obdobju, ko je nastopil Matevž Ravnikar, obnovile svoje delovanje. Potem je pomembno je to tudi nov učni načrt, politična šolska ustava, to bom potem še nekoliko kasneje. Potem v času Ilirskih provinc imamo odlok o javnem pouku v Ilirskih provincah 1810 in potem, kar je sploh izredno pomembno, da se je za politično šolsko ustavo
da se uveljavi tudi cerkveno-šolsko nadzorstvo. Zdaj, kakšen je položaj slovenskega jezika z uvedbo splošne šolske obveznosti, ki jo prinese splošna šolska naredba. Naslednje leto bo 250 let od izdaje tega prvega državnega avstrijskega zakona. Torej, če vzamemo za neko ozadje vsega tega, osnovno šolstvo so drugače poimenovali tudi nemška šola, Deutsche Schule, kar smo tudi že predhodno slišali. Torej, v nasprotju z srednjim šolstvom, ki je latinsko, tudi po jeziku, je osnovna šola nemška šola. In v tem okviru se potem razvija tudi, če tako rečemo, šola v krajinskem oziroma v slovenskem jeziku. Torej, v ozadju vse te zakonodaje je tudi poenotenje države na podlagi skupnega jezika, torej nemškega. Kakšno je stanje na Kranjskem? Ko so ustanovili leta 1975 normalko, torej vzorčno glavno šolo, je bilo potrebno ustanoviti pripravljalnico za prvi razred, ker učenci niso poznali nemškega jezika. V čem je služil slovenski jezik? Torej predvsem za priučitev k nemščini. Da bi se pa učenci začeli učiti nemščine, pa je bilo potrebno tudi nekaj osnov v slovenščini. In tukaj je kot prvi nastopil Blaž Komrdej, ki je tudi prvi direktor normalke in prvi prevajalec. Poleg prvega osnovnošolskega zakona, splošne šolske naredbe, je potem že naslednje leto išla metodna knjiga, ki v bistvu določa cel osnovnošolski sistem. Torej, najbolj pomembne so bile učne metode, potem učitelji o učiteljskem osebju, potem pa še o predpisih glede delovanja šolskega sistema. In tisto, kar je tukaj namenjeno sedaj nenemškim narodom oziroma slovenščini, je samo na 5 straneh, to je zelo manjša knjižica, ki ima se manjša pa debela knjižica, 508 strani, samo o tem, kako približati nemščino, kjer se ne govori nemško. Tukaj imam pa še posnetek izvlečka iz metodne knjige, kajti zaradi obsežnosti jo tudi učitelji sami niso morali na hitro predelati, tako da je že avtor v bistvu pripravil neki izvleček, zlasti za tiste šole na podeželju, ki niso bile tako zahtevne. Torej, to je pa prvi prevajalec Janez Nepomuk Edlik. Zdaj o tem bi lahko govorili še veliko, ampak za to nimamo tukaj časa. Torej, kateri so prvi prevodi knjig za šolsko rabo v slovenščino? Kot sem omenil, Edling je prevajal izvleček iz metodne knjige leta 1977. V tistem času je šel tudi prevod splošne šolske naredbe. Lahko ocenim, da so ti prevodi zelo z jezikovnega stališča zelo nerodni, nimajo nobene slovnične vrednosti in kot take se jih tudi ne obravnava. Tukaj potem pa sledi Komrdej, ki je prevedel to osnovno berilo Vodenje za brati iz leta 1978, kasneje je to prenesel v ime Vadenja, ali je bila zdaj to neka tiskarska napaka ali vsebinska, to je pa še drugo vprašanje. No, poleg berila je bil pa najbolj pomemben potem tudi katekizem. Da je lahko sistem deloval, kot sem že prej omenil, je bila najbolj pomembna glavna deželna vzorčna šola ali normalka.
tukaj na Kranjskem iz leta 1975. Nastala je po vzoru in metodi Dunajske. Torej, predvsem je to kot nekakšen vzorec, norma za vse druge šole v deželi, 4-razredna. Tukaj so se izobraževali tudi učitelji na preparandijih. Risarska šola je že skoraj od začetka, glasbena šola pa je nastala leta 1816 in je služila tudi za učiteljske pripravnike, za učitelje, ki so bili hkrati tudi organisti, in je bilo zelo pomembno, da je vsak učitelj znal tudi orglati in tudi, da je imel neke osnove glasbene vzgoje. Potem o drugih stvarih smo pa tukaj v bistvu že slišali. V isti stavbi nekdanjega frančiškanskega samostana je bila tudi gimnazija, pa potem licej in potem tudi kot nekakšen višek tudi teološki študij. Zdaj, kako je šlo z širjenjem šolske mreže med spodbudo in prisilo? Kumardej si je nekako zamišljal leta 1972, da se bo poučevalo v materinščini, da bodo poučevali mežnarji oziroma cerkovniki in da se kot nekakšen prvi korak k temu je, da župniki, ki so imeli pristojnost nameščati torej cerkovnike, da poskrbijo za to, da so pismeni. Prvi korak. Poleg normalke je bilo najbolj pomembno potem v večjih mestih, da se oblikujejo tudi glavne šole, potem te so 3-razredne, potem so trivialke po podeželju, 1-razredne. Za vse pa je veljalo 6-letna splošna šolska obveznost, torej od dopolnjenega 16. do dopolnjenega 12. leta. Tukaj vidimo, kdo so prvi načrtovalci širitve, predvsem so se ravnali po tem, da naj bi šole nastale tam, kjer so nekoč že bile. Tukaj smo nekaj že v uvodoma slišali, tako da bom to prešel. Politična šolska ustava. Zdaj tukaj zaradi vplivov francoske revolucije, zaradi vojn s Francozi in teh vseh posledic je prišlo do ustanovitve revizijske komisije na Dunaju, ki je pripravila nov učni načrt in ta je bil potem izdan šele leta 1804. Predvsem je pomembno, da so dali večjo vlogo vzgoji šole in da so potem vse predpise, ki se nanašajo na šolo, kodificirali. Tako da imamo to tako imenovano politično ustavo nemških šol v cesarsko-kraljevih nemških dednih deželah, ki je šla v 9 izdajah in sta bili 2 še ponatisnjeni. To je sistem, ki je veljal nekako v svojem bistvu do leta 1869. No, pri sami sestavi je bil zelo aktiven tudi Jožef Špendov, kot dunajski prošt, kot Slovenec. Zanimivo je, da slovenski prevod sploh ni šel. Zdaj, za razumevanje tudi Ravnikarjevega dela na šolskem področju je pomembno, da se je predvsem spremenil sistem v smislu, da je bila k upravljanju s osnovnim šolstvom pritegnjena cerkev z vso svojo strukturo. Tako da so prevzeli nadzor nad učno snovjo, nad učitelji in torej duhovniki so bili nadzorniki na srednji in nižji stopnji šolske uprave. Na vrhu je vedno državni šolski organ, to je študijska dvorna komisija. Medtem ko na drugih nivojih pa to prevzamejo župniki kot krajevni šolski nadzorniki,
dekani in potem konzistoriji. In kar je tukaj še pomembno, da omenim, leta 1806 je na tej normalki so uvedli tudi predavanja pedagogike in katehetike za študente 4. letnika teološkega študija. Zdaj, tukaj smo že predhodno slišali, da so bila ta predavanja na liceju, ampak tukaj je podatek iz kronike normalke, da so ta predavanja dejansko tukaj izvajali in da so bila brezplačna za te študente. Torej, po drugi strani je tu pomembno, da je postal verouk tudi eden torej najpomembnejši učni predmet v osnovni šoli. Potem je pomembno omeniti zdaj tudi šolo pod Francozi, da je tukaj nov odlok o javnem pouku. Tukaj se navajam oziroma je slika gramatike Valentina Vodnika iz leta 1811. To je nekako prvi čisto slovenski učbenik. Nekaj si lahko, torej v celoti je nova šolska zakonodaja, star način je nekako se je ustavil, ponekod nov še ni zaživel. Pomembno je, da nadzor nad šolami nižje stopnje prevzema vodja šole višje stopnje in da zlasti, da se uvede deželni jezik kot učni jezik v primarnih in nižjih srednjih šolah. No in tudi o vlogi centralnih šol smo tudi že nekaj slišali. Zdaj pa, če kar konkretno bolj k Ravnikarjevim prevodom, v obdobju Ilirskih provinc in prej so zelo značilni pač prevodi molitev. Tako vidimo sami po letih, da je to obdobje Ilirskih provinc, kjer pa vidimo iz tele priloge, da je na vseh teh študijskih smerih predelaval metafiziko. In tukaj s tisto rdečo imamo podčrtano njegovo ime. To pomeni, da je praktično na vseh študijskih smereh, da je imel svoje študente. Tisto, kar je mogoče tukaj najbolj tudi zanimivo, sedaj ta primerjava pred prihodom Francozov oziroma pred Ilirskimi provincami pa potem po. Namreč tukaj nekako izhaja eno spoznanje o tem, kako so se stvari v tem času spremenile. To je narejeno na podlagi pregleda nemških šol v ljubljanski škofiji na eni strani in pa potem na drugi se že samo ime nemška šola spremeni v ljudska šola oziroma Deutsche Schule v Volksschule. In v obdobju pred Francozi imamo nekako neko splošno neke težave glede stavb, potem sploh nezmožnost za to, da bi izboljšali praktične pogoje za delo šol, potem revščina od staršev, potem tudi premalo zavzetosti pri ljudeh. Leta 1814 se pa to bistveno spremeni in je jezik na prvem mestu. Torej, predvsem ugotavljajo, da je nastal odpor proti nesmiselnemu pouku zlasti na podeželju, kjer otroci v bistvu v nemščini ne razumejo vsega, pa tudi tisto, kar bi razumeli, jim je za njihovo praktično delo doma nepotrebno. In je smisel pouka, da se učijo v doma razumljivem jeziku, ker bodo videli tudi koristi od te šole. Tako da tukaj se bistveno spremeni neko načelno stališče škofijskega konzistorija
iz časa pred prihodom Francozov pa potem po njih. Tudi tukaj se vidi, da se je nekaj korenitega spremenilo. Zdaj, ta poročila je podpisoval pred letom 1809 Jožef Valant, zdaj leta 1814 pa ni podpisnika, je pa gotovo nekdo iz škofijskega konzistorija. Vedno mi gre nazaj. Potem je tudi v tem istem poročilu iz leta 1814 oziroma pisano je poročilo za 14, napisano pa je leta 15, torej predlogi, kakšna bi morala biti šola. Pouk v obeh razredih ljudske šole, torej višji pa nižji, mora biti v deželnem jeziku, prav tako morajo biti v deželnem jeziku tudi učbeniki. Torej tisti, ki rabijo nemščino, ne gredo kar v glavne šole. To je to glavno sporočilo. Še tisto, kar je tukaj pa nekje najbolj pomembno, pa je to, da sem zdaj te učbenike, o katerih smo že v prejšnjih predavanjih slišali nekaj, razvrstil potem, ali so to nemško-slovenske izdaje ali so slovenske. Vidimo, kar nekaj je bilo ponatisov, nekaj novih izdaj. Tukaj male povesti, v bistvu od leta 1816 pa do leta 1845. Medtem ko samo slovenske izdaje pa so nekako vezane na leto 1816 in leto 1818. V bistvu gre za neko spoznanje o vlogi oziroma o prizadevanju škofijskega konzistorija v prvi vrsti za to, da bi na slovenskih podeželskih šolah poučevali samo v slovenskem jeziku. Vendar pa to ni uspelo. Tukaj je še en tak zanimiv izcep iz zgodb Svetega pisma, kjer je naveden tudi, kjer se Matevž Ravnikar imenuje učenik 10. šole. Prej smo slišali 7. pa 8. sta torej filozofski študij, potem, če bi šli po tej logiki naprej, je 9. pa 10. sta pa teološki študij. No, to samo mogoče kot taka zanimivost, ampak tudi nekaj podatkov imamo o tem iz leta 1817 v tem seznamu profesorjev teologije. To je tudi dohodki, pa odkot se financira, kar je pač po svoje zanimivo, no, ampak o tem bi lahko kaj več drugič. Je pa zanimivo, da pri zgodbah Svetega pisma je tudi nagovor za mlade in tam je tudi nekaj njegovih pogledov o krajščini in pa o slovenščini. Zdaj, tisto, kar smo nekako v ozadju čutili, da se je nekaj spremenilo oziroma da je položaj slovenščine v osnovnem šolstvu v tem obdobju do leta 1818 nekako ugodnejši, kaže tudi ti odloki in pa to razmerje med škofijskim konzistorijem in ilirskim gubernijem. 1815 je izšel odlok, da se v krajinskih šolah poučuje v krajinskem jeziku, vendar naj se nemškega zlasti v mestih ne zanemarja. No, to je bilo nekakšno izhodišče, potem je pa v teh razmerih, kjer je očitno gubernij po letu 1818 zaščitnik nemščine na Krajinskem, se je to nekako v vseh teh dogodkih, ki so sledile v razmerju s škofijskim konzistorijem do leta 1830, potem določenih 39 šol na Krajinskem, v katerih je učni jezik samo slovenščina. Torej, iz
neke tiste zavzetosti in velikopoteznosti uveljavljanja samo slovenščine v osnovni šoli, je izkupiček boren, kaže pa tudi na to, da učbenikov samo v slovenščini po letu 1818 sploh ni bilo več. Se pravičujem, prosim vas samo še za eno sklepno misel, verjetno se nam že mudi naprej, mogoče kakšno minuto, dve za sklepne misli. Tu je še nekaj pač njegovih služb, ki jih je opravljal, to pa mogoče samo čisto za konec, to kot zanimivost in to, kar imamo tudi v Šolskem muzeju kot eden od takih pomembnih eksponatov. To je dokument iz gubernijskega arhiva, v katerem je podpisan Matevž Ravnikar kot direktor filozofskega študija, zato je predhodno sem imel še nekaj fotoposnetkov, da je bil dejansko direktor filozofskega študija. Tukaj je pa podpisan pod učni uspeh v drugem semestru iz leta 1819, kjer se tam na skrajnem v kotu, tam v levem kotu je razširjen, tukaj nekako v isti višini pa tudi Slomšek, ki sta obiskovala ravno v tem času torej filozofski študij, Ravnikar pa je bil direktor in je tudi podpisan. S tem nekako zaključujem ta del, je res skopo odmerjen. Zdaj, če zaključim to misel, torej ravno analiza učbenikov, ki jih je pripravil Matevž Ravnikar, kaže na to, kako je bila oziroma neka intenziteta uvajanja slovenskega jezika v podeželske šole po Francozih zelo močna, je bila v nekem zamahu, da se je pa po letu 1818 to navdušenje, ta zagnanost nekako umirila oziroma je bila zadušena tudi zato, ker je Gubernij z spremembo naklonjenosti oziroma pripravljenosti na to, da bi slovenščina dobila večjo vlogo v osnovni šoli, pač to nekoliko zakrenil. Po drugi strani so pa tudi iz terena ljudje želeli, da bi njihovi otroci v šoli da bi se še vedno učili tudi nemščino. In tista miselnost, ki jo je že grajal Valentin Vodnik, se je izkazala še vedno prisotna, da namreč Kranjci, ki pošiljajo otroke v svoje šole, mislijo predvsem na to, da se bodo učili tujih jezikov, ker lastnega že znajo. Hvala lepa.